Živijo in lepo pozdravljeni v današnjem zdravem zajtrku. Danes je 1. april, jaz vas za nos ne bom vlekel, vam bom pa pokazal, kako pripraviti eno čudovito sladico. Delali bomo sladico na osnovi pudinga in sicer čokoladne pudingove rezine. Tukaj v skledi jaz že mešam 2 zavojčka čokoladnega pudinga, potem notri sem dodal še 100 gramov sladkorja in pa eno zajemalko hladnega mleka iz tegale lonca. Na štedilniku pa že segrevamo 6 decilitrov mleka in 2 decilitra smetane. No, nekaj malega tega je pa seveda tukaj le notri. In tole je že fino segrelo. Jaz bom dodal še v tole našo mešanico za čokoladne pudingove rezine žličko cimeta. Približno žlička bo dovolj. Lahko date tudi recimo kardamom ali pa klinčke, če želite kakšen drugačen okus oziroma začinjenost pudinga. Pa še ščep soli dodamo in premešamo. Sedaj, ko je tole naše mleko in smetana fajn segreto, blizu vretja, mora biti tako kot vedno, kadar kuhamo puding. Tole našo mešanico preprosto ulijemo notri in vmes neprestano mešamo. Takole. Sedaj pa tole malce povečamo ogenj in segrejemo skoraj do vretja, kuhamo nekje 2 minuti. Potem bomo pa temu pudingu dodali notri še temno čokolado. Jedilno čokolado imam tamle pripravljeno. 120 gramov naribane jedilne čokolade, 45% kakavovega deleža. In če želite mogoče tale puding narediti tudi v veganski različici, lahko porabite kokosovo mleko in kokosovo smetano. O, fino, tole že dela lepo, še mečkan. Pa ves čas pazite, da se vam puding seveda ne prismodi. Tudi takole včasih imamo kakšne robove, malo takole pomešamo, da se res znebimo vseh ponebitih koščkov pudinga, ki se nam lahko prime, tole še ni. Tukaj sem pa že namočil tudi 10 gramov želatine v prahu. Dodal sem mi 5 žlic hladne vode, pustil stati 5 minut, tako da zdaj je pripravljena, da bo šla v naš vroč puding skupaj z čokolado. Kot sem pa prej rekel, če želite veganskega, dodajte kokosovo mleko in kokosovo smetano. Seveda morate pa nadomestiti tudi želatino. Priporočam, da uporabite agar-agar. Agar je pač v bistvu na osnovi alg želerno sredstvo. In razmerje med želatino in agarjem me najpogosteje vprašajo, je pa približno 1:0,5. Se pravi, če smo mi dali 10 gramov želatine, date nekje 5-6 gramov agar-agarja v tole sladico. Puding že počasi gosti. Superca. Sedaj, ko bo zgostil, ga bomo preprosto samo odstavili. Takole. In to ugasnil in noter dodam 120 gramov naribane temne čokolade. Najprej dodamo čokolado, da se ta lepo stopi. Potem pa pride na vrsto še želatina. Želatina ne rabi veliko temperature, da se stopi. Želatina se praktično stopi že pri telesni temperaturi. Tako da bo tole hitro pripravljeno. Poglejte to. Čudovit puding. To ni sam navaden puding, ne boste videli, to so pudingove rezine, ki jih lahko režemo kot nek kolač. Sedaj dodamo še namočeno želatino v prahu, takole. Dobro, res dobro premešamo, da se popolnoma raztopi in da ni nobenih grudic v našem pudingu. To se pravzaprav zelo hitro zgodi. Takole. Naša osnova za čokoladne pudingove rezine je pripravljena, zelo gosta masa pride. Še malce po robovih. Takole. Sedaj pa vzamemo pekač, podolgovat pekač. Tale je dimenzij 12x20 cm. Ni ga treba prav nič naoljiti ali pa karkoli namazati, ker bo puding zelo lepo šel sam ven iz pekača. Vse, kar moramo storiti zdaj, je še to, da ulijemo puding v pekač. Potem ga bomo pa prestavili v hladilnik in ga pustili notri približno 4 ure. Toliko časa traja res, da želatina fino stisne naš puding. Glejte to. Gosta masa. Čudovito, čudovito. Lahko pa tudi pohitrite, te 4 ure niso nujne, no. Če date v zamrzovalnik, bo hitrej, ampak vam odsvetujem to, kajti želatina je fino, če se počasi strdi, potem tudi naša sladica lepše uspe. Takole, čokoladne pudingove rezine, osnova je pripravljena. Tole gre zdaj v hladilnik in se vidimo po premoru, ko si bomo privoščili kakšno.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli nazaj v Zdravem zajtrku, kjer smo v prvi rundi pripravili čokoladne pudingove rezine. Naše se trenutno hladijo v hladilniku, še kakšne par ur bo potrebnih, jaz sem pa tukaj že pripravil ene, ki so pripravljene za to, da jih poskusimo. Uporabil sem malce drugačno obliko pekača, sicer pa enak volumen. Kaj je šlo notri? Če mogoče na hitro ponovimo, sta bila 2 čokoladna pudinga, 100 gramov sladkorja, 6 dl mleka, 2 dl smetane in 10 gramov želatine v prahu in to je to, cimet pa sol seveda. Sedaj bomo tale puding, ki je fino ohlajen, samo posuli s kakavom v prahu, tako da mu damo takšen bolj žameten izgled. Tako bo res čudovito izpadlo, pogledajte. Samo preprosto pokrijemo ga s kakavom v prahu. Tukaj, če bi želeli, bi lahko mogoče dodali tudi mačo v prahu in bi dobili zelen pokrov tega pudinga. Ampak meni je kakav kar ljubši. Naj bo popolnoma čokoladno tole danes. Takole, fino žametno izgleda. Čudovito. In sedaj ga preprosto razrežemo. Pa še ena stvar. Če boste imeli mogoče težave, kako dobiti puding ven iz pekača, preprosto pekač celoti postavite v vročo vodo, pustite kakšno minutko, 2 in bo lepo zdrsnil ven. Jaz sem pa zdaj samo nož malce namočil v vročo vodo, tako da bo lažje rezati tale naš puding. Sedaj pa kar fino zarežemo. Takole. Vroč nož gre lepo skozi naš puding in ga prekucnemo. Poglejte to čudovito rezino. Takole. Še kar vmes malo splaknemo. In bomo zarezali še enega. Kaj da bi šli čez maslo. Evo, prekucnemo in tudi tega prestavimo na krožnik. Takole. Bom tole malce popravil. Sedaj pa lahko se ga lotimo kar takšnega, kot je. Jaz bom temu dodal še malce stepene smetane, zato ker vse skupaj je boljše z malce smetane. Pa tudi potem zelo fino poveže to teksturo čokoladno in pa lahko dodate še kakšno sveže jagodičevje ali pa mogoče kakšen čokoladen poliv in pa dodal kar še sveže jagode. Tako da bo vse malce sadja. Jagoda in čokolada in smetana. Kaj češ božjega za zajtrk. Tale puding lahko stoji tudi pri sobni temperaturi, potem ko je pripravljen nekaj časa. Jaz sem ga imel čez vikend doma, ko sem ga testiral in sem ga kar čez cel dan malce rezal. Tako da, čokoladne pudingove rezine, upam, da jih boste poskusili, pa naj vas ne vlečejo preveč za nos danes, ko je 1. april. Lepo pozdravljeni in lep dan še naprej.